Ja, v bistvu to so začetki beletrine. Aleš pa Mitja sta imela idejo o vsebini, jaz sem bil pa tisti, ki je dejansko moral poskrbeti za izvedbo, tehnično izvedbo. Profesionalen pristop do preloma notranjosti knjige, predvsem govorimo največ tu o knjižnem prelomu, kjer je največja količina teksta na predvsem majhnem prostoru skoncentrirana, je dejansko neka manufakturna obrt, ki se pravzaprav gledano ni spremenila že najbrž, odkar so v bistvu prve knjige izšle. Se pravi, mi moramo tekst prenesti v končni medij in ga to prenesti na tak način, da uporabnik ne bo opazil tega, kar smo mi pravzaprav delali, ampak bo začutil, prebral, dobil tisto, kar je avtor hotel povedati. Mi dobimo od urednikov čisto surov tekst, ki v bistvu vse skupaj deluje precej premetavanje enih levo kock sem in tja in zadeve morajo biti postavljene precej natančno. Sama zbirka Beletrina je v svojem času, mislim, da zamenjala 3 tipografije, s tem, da so vse precej podobne. Bila je edino ena večja sprememba pred nekaj leti, ko smo se odločili, da bomo radikalno povečali tipografijo, ravno na željo bralcev, ki imajo že malo težavo z vidom, skoraj 10% povečali dejansko velikost tipografije.